Danes se nahajamo v Tacnu, kjer v teh prostorih akademije opravljamo zaključni izpit drugega dela, tako imenovanega pilotskega preizkusa iskanja orožja, kjer iskanje orožja zajema samo orožje, potem tulce in obleke, ki so kontaminirane s smodniškimi plini. V pilotski projekt so se vključili 4 vodniki službenih psov s svojimi 4-nožnimi pomočniki, ki že opravljajo naloge odkrivanja prepovedanih drog. Gre za vodnike, ki že delajo na terenu z psom za iskanje droge. Sprav, ta vonj po smodniških plinih je nadgradnja tega vonja. Med vodniki, ki so se odločili za nov izziv, je tudi Zvonko Galun z mariborske policijske uprave, ki je vodnik že več kot 2 desetletji. Menjal sem več psov. Začel sem z psom, ki sem ga pridobil na Madžarskem, to je bil nemški ovčar, potem je bil Springer španel, za njim je bil mešanka, potem pa ta Pika, pa nemški lovski terier. No, sam tečaj je bil v 2 delih. V prvem delu smo spoznavali, da so se psi navadili na sam von po izgorelem smodniku. V drugem delu smo bolj pristopili temu, kar potrebuje sam teren, se pravi iskanje tulcev na terenu. Ocenjujem pa, da samo potekanje tečaja odlično, gre v pravo smer in z malenkostmi bodo na teren prišli dejansko dobri psi. Zaključni preizkus je bil več kot zahteven. Nemški kratkodlaki ptičarji so morali ob pomoči vodnikov v 4 sobah poiskati orožje, kontaminirano oblačilo in tulec. Skrito je bilo oblačilo, ki mu storilec na sebi ob času streljanja. Drugi del preizkusa se je odvijal na terenu, kjer je vsak službeni pes iskal 3 odvržene tulce. V drugem delu preizkusa bo pes na terenu, v naravnem okolju, poskušal najti tulec, izstreljen tulec, in psička naj bi to najdla, zaznala in to je to. Zunaj je verjetno težje? Ja, več je ostalih motečih dejavnikov, ostalih vonjev iz okolja, tako da mora psička res se skoncentrirati in izločiti pravi vonj, katerega išče. Oviram navkljub so Jon, Taras, Bo in Pika preizkus uspešno opravili. Tu bi nekako poudaril, da je to ta pilotski projekt, ki se nekako vsi skupaj učimo in teren je tisti, ki bo pokazal, kako smo bili uspešni in kaj treba še nadgrajevati. V samem tečaju smo nekako ugotovili, da je potreba in najtežja zadeva je iskanje tulcev, sploh v primeru, kjer je ta zadeva prehojena, pregrabljena. Imeli smo en primer v praksi, ki smo v času usposabljanja šli na ta primer, ki se je pes malenkost drugačno obnašal kot v šolskih primerih, tako da bo treba doreči kar precej z kriminalom in z upravo informiranja policije, kdaj, v katerem trenutku pa bi prišel upoštev služben pes pri iskanju, predvsem pri iskanju tulcev, ki so nekako najbolj zahtevni.